duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni na današnji dan, ponedeljek 4. postnega tedna. Pri tej sveti maši bi molili v tem težkem času za našo vero, vztrajanje, pogum, ki nam v teh časih, predvsem Jezus, lahko da moči, da premagamo lahko te trenutke. Na začetku svete maše poglejmo v svoja srca in občudujmo vse tisto, kar smo slabega storili v mislih, besedah in dejanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi, naj tvoja cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa je tudi potrebno zemeljsko pomoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija, to govori Gospod. Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel, temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Glej, preustvarim Jeruzalem v radost in njegovo ljudstvo v veselje. Radoval se bom nad Jeruzalemom, se veselil nad svojim ljudstvom. Ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. Ne bo več tam dojenčka, ki doživi le malo dni, ne starčka, ki bi ne dopolnil svojih let. Kdor bo umrl stoleten, bo umrl mlad. Kdor ne doseže 100 let, bo veljal za prekletega. Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali bodo vinograde in uživali njih sad. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano. Gospod, iz podzemlja si me potegnil, reši me njih, ki se pogrezajo v jamo. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Igrajte Gospodu njegovi sveti, zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu. Njegova jeza traja trenutek, njegova dobrohotnost pa vse življenje. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Sliši Gospod in usmili se me. Gospod, pomočnik mi bodi, spremenil si moje žalovanje v rajanje, Gospod moj Bog, vekomaj te bom hvalil. Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. Sam Jezus je namreč pričal, da prerok nima časti v domačem kraju. Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprijeli, ker so vse vedeli, kar je bil storil v Jeruzalemu o prazniku. Kajti tudi oni so prišli k prazniku. Prišel je torej spet v Kano Galilejsko, kjer je bil spremenil vodo v vino. Bil je pa neki kraljevi uradnik, čigar sin je bil bolan v Kafarnaumu,
Ko je ta slišal, da je Jezus dospel iz Judeje v Galilejo, je prišel k njemu in prosil, naj pride in ozdravi njegovega sina. Bil je namreč že na tem, da umrje. Jezus mu je tedaj rekel, če ne vidite znamen in čudežev, ne verujete. Kraljevi uradnik mu pravi, Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje. Jezus mu reče, pojdi, tvoj sin živi. Mož je verjel besedi, ki mu je rekel Jezus, in je šel. Že na poti pa so mu prišli naproti služabniki in povedali, da njegov sin živi. Povprašal jih je torej po uri, ob kateri mu je odleglo. Rekli so mu, včeraj ob 7. uri ga je pustila mrzlica. Oče je tedaj spoznal, da ob tisti uri, ob kateri mu je Jezus rekel, tvoj sin živi. In veroval je on in vsa njegova hiša. To je bil že drugi čudež, ki ga je Jezus storil po svojem prihodu iz Judeje v Galilejo. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjih evangeljskih besedil in prvega berila. Ko sem danes prvič prebral prvo berilo, me je zelo nagovorilo z eno radostjo. Če poslušamo te besede še enkrat, lahko vidimo, da je zelo veliko veselja v tem berilu. Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo. O prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel. Veselite in radujte se. In potem dalje pravi, ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. Zidali bodo hiše in v njih prebivali, zasajali bodo vinograde in uživali njih sad. Kot da bi nam Bog govoril o današnjem času, da bo tudi enkrat minil, da bomo zopet šli lahko na delo, da bomo zopet lahko zasajali na vrtu in da bomo lahko uživali ta sad, ki smo ga z delom svojih rok naredili. In da tudi več joka ne bo. Ampak da lahko verujemo tem besedam, bi tako rekel, da rabimo eno zaupanje v Gospoda, eno vero, vztrajanje in pogum. Tudi pri meni v tem prejšnjem času, v prejšnjem tednu, se bi tudi malo nekaj bolan, malo me nekaj grlo bolelo, je bilo kar nekaj strahu, kako naprej. Ampak potem je en pater rekel, da naj pri mašah molim za zaupanje, en pogum, eno moč nam je Gospoda. In res, ko sem pri maši to izročil Gospodu, se je naselil v moje srce en velik mir, ena moč. In tudi danes nas Gospod vabi tudi predvsem v Evangeliju, kjer govori o Jezusu, ki se vrača iz Samarije v Galilejo. In tam ga okrožajo učenci in tudi do njega pride en kraljevi uradnik, ki ima zelo bolnega sina. In Jezus zaprosi, da bi ga ozdravil. In Jezus mu ne reče takoj, da ga ozdravlja, ampak reče njemu in ljudem, če ne vidite znamen in čudežev, ne verujete. Torej, Jezus govori, da ne gre samo za njegove čudeže, ampak da je to tudi on Božji sin. Ampak kraljevi uradnik se ni zmedel, še naprej ga je prosil za svojega sina, naj ga ozdravi. In potem je Jezus rekel, da naj gre, da je sin ozdravljen. Bom se danes navezal na papeža Frančiška, ki je govoril pravzaprav o molitvi in o teh treh stvareh, ki sem prej omenil, o veri, vztrajanju in pogumu. Če ta kraljevi uradnik ne bi imel vere, ne bi zaupal Jezusu, da lahko sina ozdravi, ga niti prosil ne bi. Potem tudi vztrajal je. Prvič ga Jezus zavrnil, ampak on še naprej vztraja. Tako se dogaja tudi v našem življenju večkrat. Molimo, se nič ne zgodi, še molimo, pa se nič ne dogaja. Ampak je potrebno vztrajati do konca, iti naprej. Tudi če včasih tisto ne pride, za kar prosimo,
ampak Gospod nam daje milosti, da vseeno z enim, da nam da moč za vseeno v tistem, česar ne dobimo, da vseeno lahko gremo naprej. Pa potem še pogum. V tem današnjem času potrebujemo zelo veliko poguma, da lahko gremo naprej z enim upanjem, enim veseljem, da z enim veseljem srečamo svoje bližnje, da nismo preveč zazrti svoje srce ali pa svoje probleme, ampak da z enim pogumom gremo naprej, da upamo in res tisti čas bo prišel, ko bomo zopet šli na delo, ko bomo lahko zopet uživali drug z drugim. Pa prosimo pri tej sveti maši za vero, vztrajanje in za pogum. Amen. Bratje in sestre, Bog nas je ustvaril za življenje, ne za smrt. V veri se vklinimo Kristusa, ki je življenje samo, prosimo ga. Vodi svoje ljudstvo in njihove pastirje po poti zveličanja. Prosimo te, usliši nas. Naj živimo v veselem pričakovanju obljubljene dobe. Prosimo te, usliši nas. Vedno naj te slavimo, ker si nam osmislil trpljenje in smrt. Prosimo te, usliši nas. Daj nam velikodušnosti, da ne bomo iskali sebe, ampak raje pomagali drugim. Prosimo te, usliši nas. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. San zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sa trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, naj nas ta sveta daritev prenovi, očisti naj nas vsega zemeljskega in nas utrdi v Božjem življenju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da si ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili samoljublja in si sredi skrbi za minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, Svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet. In po pravici te hvali vse stvarstvom, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo.
naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glednje jagnje, ki ti je bilo darovano s pravo, napolnjena svetim duhom, da bomo eno telo in en duh Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, kjer si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miro in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vas povabim k duhovnemu obhajilu, lahko se v trenutku tišine Gospodu zahvalimo. Gospod ni samo v hosti, je tudi v našem srcu, v nas samem, drugem. In se lahko v tem trenutku tišine tudi Gospodu zahvalimo za ta dan, ki smo ga srečno preživeli. Svojega duha vam vdihnem vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zapovedih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije, Oče usmiljenja in tolažbe. Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Naj nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo, dobri Oče, tvoji sveti darovi naj nas prenavljajo in poživljajo, naj nas posvečujejo in privedejo v tvoje kraljestvo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam
en lep večer še danes, da bi ga preživeli, seveda s svojimi najbližjimi, v lepem pogovoru ali pa tudi v kakšnem dobrem filmu ali pa karkoli drugega, kar vam daje življenje v tem času. Naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.